Lepo pozdravljeni, dragi naši, evo pa smo tukaj, pa se bo začelo, pa se bo naš današnji večer končno začel. Veš, koliko sem se ga veselil, res sem se ga veselil, zaradi tega, ker imamo danes toliko lep namen, toliko imamo posebno energijo, toliko imamo posebne informacije, ki jih moramo predati, podeliti s svetom. Toliko sem vesel, zato da se lahko danes tole, kar se bomo pogovarjamo, da sem bil toliko navdušen, da sem si skoraj glas skuril. In potem smo mogli prestaviti. Za 2 dni, to je razlog, zakaj smo za 2 dni prestavili. Tako da ni nikoli v naši navadi, razen če ni res višje sile, da smo takole prestavili. Ampak danes je moj glas pripravljen, jaz sem pripravljen in še več nas je skupaj, ne? Tako da v teh 2 dneh ste se še eni novi prijavili in ste danes novi z nami. Tako da res lepo pozdravljeni vsi skupaj, novi in stari. Dobrodošli na spletnem dogodku Duhovnega telesa potovanje duše. Mihael sem danes z vami, kar že veste, zaradi tega, ker ste se prijavili na event, na dogodek, ampak vseeno sem rekel, da se predstavim, zaradi tega, ker vas je pa kar dosti novih, ne? Tako da sem vesel, da ste zbrali današnji večer, da ste ga posvetili temu, da se boste naučili nekaj novega, da boste spoznali nekaj novega in odprli en nov portal v svojem življenju. Zaradi tega, ker dostikrat gledam, koliko ljudje, čemu ljudje posvečajo svoj čas. Ljudje imamo 24 ur časa na dan in pa ga posvetimo nečemu. In to, čemur ga posvetimo, odloča o tem, kakšno kvaliteto življenja imamo. In če posvetimo stvari, čas brezveznim stvarem, potem ne moramo zdaj pričakovati, da se neke fajne stvari zgodijo, ne? Zaradi tega sem še jaz, že zdaj na začetku dogodka, čisto navdušen za vas, zaradi tega, ker vem, čemu ste vi danes posvetili ta večer. Tako da se vam zahvaljujem za zaupanje, zato da mi danes dovolite, da vas lahko popeljem v višave, v novo obliko meditacije, da vam lahko pomagam narediti en pomemben energijski premik, in katerega bi tudi rad danes prvič takole bolj na javno govoril o njem. Skratka, preden začnem z današnjim dogodkom, bi rad povedal, da imate fantastično energijo. Ko sem čakal, veš, da se bo dogodek začel, sem videl na klepetu, kakšne fajne energije imate, pa kje z vse ste, pa po mojem imamo vsa imena, ko obstajajo v Sloveniji danes na klepetu gor. In sem res vesel, da ste z mano in pošiljam eno dobro energijo v vsak vaš kraj, kjerkoli se že nahajate. Vidim, da ste iz Slovenije, pa se še kakšne druge države tudi, ne. Tako da jaz obljubim, da bom danes naredil vse, kar je potrebno, zato da boste vi energijsko doživeli tisto, kar si zaslužite, tisto, kar nam je vesolje dalo darilo, da ga lahko uporabimo. In to je nova oblika meditacije. Tisti, ki ste z mano že dlje časa, veste, da meditiramo pri nas kašus, ne? Da imamo izjemna meditacija, da je Kristi izjemna meditacijska učiteljica, da jaz delam dobre meditacije, to vemo, ne? Vsak, ki je bil pri nas na tečaju, to ve. Ampak tisto, kar pa se bomo danes delali, oziroma kar bomo se danes pogovarjali, še nismo pa nikoli, tudi na nobenem tečaju se tega učili, tudi na nobeni meditaciji še nisem izvedel take meditacije. Nevrosimfonična meditacija je meditacija, katero vam bi danes rad premierno naredil. In to je meditacija, katero midva s Kristi drugemu na skrivaj doma že dlje časa delava. Zdaj ste naj dobili žmaharja, meditirate na skrivaj. Ja, res je. Nevrosimfonično meditacijo sem že nekaj časa nazaj naredil enkrat Kristi. Je Kristi prišla ven s takimi očmi, a veš. To je fajn, če si poročen z učiteljem meditacije, ne, pa si lahko delaš meditacijo doma. In pride Kristi ven s takimi očmi iz meditacije in reče, ne bom zdaj rekel, kaj reče, shit, a veš, kaj se ti pa to dogaja po glavi, kaj se ti pa to energijsko dogaja, ne. In pa smo se začela pogovarjati, pa je ona meni naredila. In smo začela delati nevrosimfonično meditacijo drugemu. Najprej smo midva to testirala po dolgem in počez. In sva ugotovila, midva drugače nimava težav z meditiranjem. Valjda, očitno lahko meditiram z glasbo, brez glasbe, da me Kristi vodi, kakorkoli, lahko meditiram sredi dneva z odprtimi očmi, ne. Nimam težav se odklopiti pa iti v meditacijo, ampak
Na ta način, na katerega sem pa ugotovil, da se lahko v tej vrsti meditacije človek poglobiva se, doseže stik s sabo, doseže stik s svojimi notranjimi energijami, sem pa zelo redko videl. Res sem zelo redko videl. Pravzaprav na tak način, ki bomo danes delali, še nikoli nismo delali z možgani. Še nikoli nismo delali z človeško energijo. In pa sva s Kriste rekla, ja, to je definitivno treba dati ljudem ven, sploh zaradi tega, ker dostikrat slišim, da se ljudje matrajo, ko meditirajo. Vsi vemo, ja, treba je meditirati v življenju, oziroma fajn je meditirati, fajn je, da meditiraš redno, fajn je, da znaš portale odpirati, ampak ja, veš, saj delam veliko z ljudmi, saj na stotine in stotine ljudi na mesec delam z njimi, na meditacijah, coachingih, tečajih in tako dalje. In slišim od ljudi, ki mi pravijo, da imajo včasih težavo sami meditirati, da ne morejo sami tako globoko priti v meditacijo, naprimer, ko pa takrat, ko jih jaz vodim v meditacijo. Ali pa, da ne morejo vedno meditirati, da lahko meditirajo samo takrat, ko so spočiti, ali pa takrat, ko nimajo kaosa v življenju, če so božični ali pa pod stresom, pa ne morejo. In sem res dosti teh komentarjev slišal od ljudi, ko so rekli, jaz vem, da moram meditirati, ampak mi ne gre. Ne gre. In ne morem priti do te duše, o kateri ti skozi govoriš, in ne morem priti do tega vzorca, ki me skozi zafrkava iz podzavesti, in ne morem priti tja gor na Atlantis in na ti Sirius, na katerega ti skozi voziš ljudi. Ne morem. In potem sem seveda začel raziskovati, kot učitelj meditacije me vedno zanima, kako deluje človeška energija, vedno me zanima, kako delujejo možgani, vedno me zanima, kako deluje človek kot celostno bitje. In potem je kot eno izmed teh razmišljanj, eno izmed teh pogovorov z vesoljem, med nama s Kristi se je rodila simfonična oziroma neurosimfonična meditacija. In danes bi ti rad v bistvu povedal, da je neurosimfonična meditacija namenjena dvema vrstama ljudi. V prvi vrsti so tisti ljudje, ki imajo sami težavo z meditacijo in v bistvu rabijo nek drugačen pristop k odpiranju energije, drugačen pristop k postavljanju meditativne energije. Zaradi tega, ker veš, ko ena taka skrivnost meditacije je, da če hočeš ti res fajn meditirati, če hočeš ti res globoko iti v meditacijo, ali pa visok, če gremo nekam na drug planet, rabiš ti odpreti portal. Ti ne moreš imeti dobre meditacije, brez da ne znaš odpreti portala, ali pa da ti človek, ki ti vodi meditacijo, odpre portal. In dosti ljudi ne zna odpirati energijsko portala. To so znanja, duhovna znanja, ki se jih da naučiti, in te bom jaz naučil tega, če želiš. Ampak ljudje ne znajo odpirati portala in ker ne znajo zgraditi portalne energije, po kateri bi oni odpotovali v meditacijo, to je ta pot, cesta v meditacijo, v bistvu portal, jim ne uspe priditi na destinacijo, jim ne uspe priditi v podzavest, jim ne uspe ozdraviti nečesa v sebi, jim ne uspe nekega zapisa odkleniti. In neurosimfonična meditacija, naprimer, ponuja tak zelo specifičen portal, za možgane zelo logičen način meditacije, katerega imamo že naravno v sebi in danes bi ti rad več stvari o tem povedal. Druga skupina ljudi, katerim je namenjena neurosimfonična meditacija, so pa ljudje, ki vodijo meditacije. So pa ljudje, ki vodijo meditacijski učitelji, meditacijske učiteljice. Mogoče si ti tak, imaš v svojem okraju nek center, imaš nek duhovni prostor in vodiš meditacije za ljudi, ki pridejo k tebi, enkrat na teden, enkrat na 2 tedna in jih odpelješ v vodeno meditacijo. In bi te rad zdaj naučil, kako lahko še globje to narediš, kako lahko še na čist nov nivo popelješ ljudi za meditacijo. To so dve skupini ljudi, katerim je neurosimfonična meditacija namenjena. Zdaj pa glej, neurosimfonična meditacija, da ti sam pojasnim tako zelo na hitro, na grobo ozadje te meditacije, kaj se v bistvu dogaja v njej, potem te bi pa rad odpeljal v meditacijo in bi ti rad predstavil, kako lahko ti začneš delati s to meditacijo danes prvič. Tako da te bom jaz odvodil v meditacijo, jaz ti bom odprl portal, jaz ti jo bom predstavil na način, tako da boš razumela, kakšen pristop je to. Neurosimfonična meditacija je zelo uspešna. V bistvu sploh ni bilo izraza do zdaj, ta izraz sami da s Kristi sestavlja zaradi tega, ker za nove stvari na planetu Zemlja ni izrazov. In potem nekdo, ki prvi prizemlji neko stvar, pač mora prizemljiti tudi ime. In
so nama vodniki rekli, so rekli, nevrosimfonična meditacija je super. Nevrosimfonična meditacija je zelo posebna zaradi tega, ker združuje frekvenco zvoka, frekvenco možganskega spomina in frekvenco portalne energije. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da z nevrosimfonično meditacijo uporabljamo poseben zvok in ritmiko in s tem ustvarjamo spomin oziroma ritem meditacije, zaradi česar se osnovni biološki možgani, ki jih ti imaš v svoji glavi, lahkotno, naravno priključijo na meditacijski tok. Z bolj enostavnimi besedami, meditacija se vodi na takšen način, da v tvoji glavi ustvarja energijske valove, ki so povezani med seboj. In ko ti padeš v te energijske valove, ki te vodijo v sporočilo meditacije, v namen meditacije, tvoji možgani nekako stanejo energijsko priklopljeni na ta tok. In ne padeš ven, ker zakaj imajo ljudje težavo meditirati? Dva glavna razloga sta, zakaj ljudje ne morejo meditirati. Prvi razlog je, da sploh ne morejo se priključiti na meditativno energijo. To pomeni, da imajo toliko norost, visoko stopnjo norosti v glavi, živčnost, kaos, da imajo to energijo nepovezano med seboj, da imajo toliko informacij v glavi, da oni sploh se ne morejo ustaviti, da bi oni padli v tok meditacije. Podobna stvar je, kot pri kolesu. Veš, če hočeš ti kolo goniti, ga moraš na začetku zagnati. Ti moraš na začetku malo se moraš porinati v bistvu. Greš na kolo in se malo drineš in v tisti sekundi moraš dati obe nogi gor. Ker če ti ne daš takoj na začetku obe nogi na pedala, padeš. Ne? In v bistvu v prvih 2 sekundah ti nekako jameš ravnovesje na kolesu in pa, ko ti enkrat ravnovesje držiš, pa moraš pa goniti. Ne? Ostaneš v toku kolesarjenja. In ko ti ostaneš v toku kolesarjenja, ti se lahko odpelješ kamorkoli želiš. Ne? Ti lahko greš kamorkoli želiš s tem biciklom. In tle imajo ljudje težavo. Ne? Ko grejo v meditacijo, ne morejo vzpostaviti ravnotežja, ki ga rabijo za meditativno energijo. Zaradi tega, ker imajo v možganih možganske vozle. Kaj so za možganski vozli? Možganski vozli nastanejo v naših možganih zelo pogostokrat v moderni družbi, v kateri živimo. Moderna družba, v kateri živimo, je sestavljena iz tisočih in tisočih in tisočih dejavnikov, informacij ljudi in vsi ti dejavniki, informacije, ljudje, okoliščine, podatki non-stop letijo v tvojo glavo. Non-stop ti nekdo govori nekaj, non-stop nekdo zahteva od tebe nekaj, non-stop ti nekdo sidre neko informacijo prek medijev, časopisov v glavo, pa ti sodelavč nekaj reče, pa ti mama nekaj reče, pa ti nekdo neko svojo perspektivo pove, pa ti nekdo reklamo v glavo daje, pa ti nekdo nek film predvaja in v tvoji glavi se kar naenkrat znajde ogromno informacij, ki v večini niso tvoje. Zdaj pa te informacije, ki v tvojih možganjih niso tvoje, se nimajo kam pričvrstiti. Zaradi tega, ker si niso sorodne s tvojo naravno energijo. Ti imaš v možganjih neko svojo osnovno mentalno energijo, ne? Ki super deluje, ampak takoj, ko pridejo zunanje informacije drugih ljudi v tvojo glavo, te informacije na nek način delujejo kot tujek. Zdaj imaš ti te informacijske energijske tujke v svojih možganih, na tisoče in tisoče na dan jih dobiš, in ker ti tujki, te informacije niso naravno sinhronizirane z energijo tvojih možganov, tvoje zavesti, tvoje aure, ostanejo v tvojih možganih na silo. Ampak ker so zdaj prisotne v tvojih možganih, se ponovadi zavežejo okoli neke tvoje naravne energije in se ustvarjajo v tvojih možganih energijski vozli. Dobesedno se ustvarjajo energijski vozli. Podoben princip je tle, ko imaš ti odtok v kuhinji. Ne? Ti imaš odtok v kuhinji, kateri je namenjen temu, da odplakne vodo, pa ta voda lahko malo umazana. Ni pa odtok v tvoji kuhinji namenjen temu, da odplakne cele kose solate ali pa cele kose krompirja. Ne? To daš v koš za organske odpadke. Zaradi tega, ker celi kosi solate, pa cela pomaranča, pa ogrizki od jabolk, niso usklajeni oziroma namenjeni temu, da jih ti čez odtok pošiljaš iz kuhinje. In na isti način delujejo informacije, večina informacij iz okolja pridejo v tvojo glavo in niso sinhronizirane s tvojo glavo, ampak ostanejo zdaj v tvoji glavi
na silo se zagozdujo med neke tvoje vzorce, med neke tvoje misli, med neke tvoje prepričanja, med neke tvoje vrednote in ponovadi tudi ostanejo tam. Na isti način kot ugrize, kot jabolke, kot ti pade v odtok in se zagozdi. In kaj se pa zgodi? Ti lahko vlivaš vodo v ta umivalnik, ampak ker je ugrizek zagozden v odtoku, bo umivalnik slabo požiral in ne bo deloval tako, kot je treba. In isto s tvojimi možgani se zgodi. Če imaš ti preveč teh energijskih vozlov v glavi, ogrizkov v glavi, potem tvoji možgani ful bolj počas delajo, potem tvoja energija počas dela, težko prideš v stik s sabo, težko si intuitiven, intuitivna, težko komuniciraš z vesoljem, težko slediš svoje resnici, zaradi tega, ker je ta resnica čisto zmedena. Tako kot odtok ne požira več, tvoji možgani ne znajo več kanalizirati, tako kot je treba. In to je prvi razlog, zakaj ljudje ne znajo meditirati, zaradi teh vozlov. No, zdaj pa nevrosimfonična meditacija pa razbija te vozle. Zaradi tega, ker je celotna meditacija na tak način odvodena in na tak način skanalizirana, zato da v tvojo glavo daje samo povezane informacije. Vse informacije, ki pridejo v tej meditaciji, v tvoj v tvojo zavest, se takoj nemudoma energijsko uskladijo s tvojo možgansko mrežo. Preko posebnega toka, energijskega toka, ki je povezan med seboj. Boš pa na koncu videla, ko bomo končala danes, da je bila meditacija ta veliko bolj povezana. Zaradi tega, ker bomo uporabljali v tej meditaciji rime. Celotno meditacijo sem spisal v rimah. Tako da to je meditacija, ki bom od A do Ž vodil ritmično zate. In tvoji možgani imajo eno zanimivo stvar, ki se ji reče primarni spomin. Primarni spomin v tvojih možganih je primarni spomin, na katerega je na eni strani zavezana tvoja duša, na drugi strani pa tvoj notranji otrok. Veš, se spomniš, ko si bila ti stara en mesec, pa rečemo, da imaš normalne starše, ne? Pa so ti starši pesmice peli, pa pravljice brali, pa bila vsa energija, ko so ti starši govorili, so se lepo s tabo pogovarjali v mirnem glasu, vse je bilo povezano, je bila povezana med seboj. In to je ta primarni otroški spomin, naprimer, ki ga imamo ljudje v svoji glavi, zaradi česar so otroci tako srečni. Primarni spomin je v osnovi povezan spomin. Na eni strani je ta spomin povezan z dušo. In ko mi gremo globoko vase, pridemo do popolnoma urejene energije. Mi globoko v svoji zavesti nimamo nobenega kaosa. Mi globoko v svoji zavesti nimamo nobene zmede. Mi imamo zmedo na višjih slojih zavesti. To se pravi na svoji podzavesti, na tej bolj plitvi podzavesti in na zavestnem umu. Tle imamo ljudje kaos, tle imamo na tisoče in tisoče informacij, ki sploh niso naše v glavi. Ampak ko gremo mi globoko v svoj primarni spomin, tam pa najdemo ta ritem, o katerem jaz danes govorim, nevrosimfonični ritem. In midva se s to meditacijo priklopimo na ta del možganov, v to nevrosimfonično energijo, ki jo imaš ti v sebi kot dojenček, ki jo imaš ti v sebi kot duša. Ker tvoja duša je povezana med seboj. Če gremo midva gledati tvojo dušno energijo globoko v tvojo zavest, globoko v tvoj celični spomin, če gremo gledati, kdo si ti kot duša, bomo ugotovili, da je vse povezano med seboj, da je vse sinhrono, da vse energijsko klapa, dobenega konflikta. Zato se ti tudi tako dobro počutiš, ko komuniciraš z dušo, ko kanaliziraš angelski svet, ko kanaliziraš neka višje frekvenčne dimenzije, se ti dobro počutiš zaradi te nevrosimfoničnosti, ki je utkana v energijo. Ampak na Zemlji mi nimamo nevrosimfoničnega življenja, ne? Mi imamo kaotično življenje v 21. stoletju na Zemlji. Zaradi tega bi jaz rad s to meditacijsko metodo rad modernemu človeku pomagal, da lahko pride takoj v ta primarni spomin, kjer se nahaja njegova moč, kjer se nahaja vrata do njegove duše, kjer se nahaja vrata do njegovega samozdravljenja, kjer se nahaja vrata do njegove manifestacije, njegovi akaški zapisi. Ko enkrat človek pride na to točko, lahko dela karkoli želi v meditaciji. In to je tisto, kar bi ti rad pokazal v nevrosimfonični meditaciji. Okay? In nevrosimfonična meditacija je fantastična zaradi tega, ker med seboj povezuje zvok, povezuje to nevrosimfonično valovanje, naravno valovanje možganov, ki prihaja iz primarnega spomina, ki ga imamo vsi v sebi in je popolnoma miren. In potem ti bom pomagal, da se preko rim, ki ti bom fizično govoril, ko te bom vodil v meditacijo, ti spomneš te nevrosimfoničnosti, ki jo imaš v sebi.
spomniš tega praspomina svoje duše, ki je globoko v tebi. Se spomniš tega čistega spomina, ki ga imaš ti kot človek, preden ti je svet vrgel v glavo milijon zahtev, obveznosti in tako dalje. In to je v bistvu nevrosimfonična meditacija. To je meditacija na eni strani, ki bo popolnoma začela umirati tvoje možgane. Ti bo začela te energijske vozle, ki jih imaš ti okoli svojih nevronov in informacij, ti bo začela v bistvu razvozljevati in te bo vrnala nazaj v ta naravni tok, zaradi katerega pa lahko potem globoko greš v meditacijo, kakorkoli globoko želiš. Podoben efekt te meditacije je, kot da se sankaš po bob stezi. Ti imaš dve vrsti sankanja, ne? Zdaj, kmalu pride zima, pa se bomo sankali. Imaš dva načina sankanja. Eno je sankanje, da greš ti na vrh hriba, vzameš sanke ali pa žakelj, tako kot so se včasih na vasi spuščali po hribu, se sedeš na sanke ali pa na lopato, kakorkoli, in se odpelješ po hribu navzdol. Ampak zdaj, če nimaš ti dobene steze narejene, greš lahko levo, desno, te lahko po celem hribu premetava. Pri nevrosimfoničnosti se pa ustvari energijska steza in je podoben efekt, kot da se ti sankaš v tirnicah. Predstavljaj si, da si ti na vrhu hriba in imaš v dolino narejene že tirnice za sanke. In tvoja naloga je samo, da ti na vrhu nastaviš sanke v tirnice in se spustiš. In ti nekjer na poti ne moreš paditi ven, zaradi tega, ker tirnice ohranjajo sanke na poti, na pravi poti. In to je nevrosimfoničnost. Ti težko padeš iz take meditacije ven sploh, zaradi tega, ker je ta nevrosimfonični val, ki te skozi ohranja v toku. Kot da te prime tok in te odnese s sabo v dimenzijo, česarkoli že meditiraš. In ta portalizem pri nevrosimfonični meditaciji je fantastičen. Tako da ti bom potem več povedal o tem, kje lahko to raziskuješ naprej. Zdaj bi te pa rad peljal v meditacijo. Rad bi te peljal v eno tako res močno meditacijo. Rad bi na tej točki, da mi zaupaš, okay? Da ne poskušaš za svojimi možgani nič videti, študirati, a boš videla kaj, pričakovati. Popolnoma se sprost. Okay? Pomagal ti bom odpreti portal. Rabim pa, da ostaneš z mano. Rabim pa, da ostaneš z mano, zaradi tega, ker potem na koncu meditacije, ko bomo midva končala, ti bom dal 3 interpretacije tega, kaj se ti je lahko dogajalo v meditaciji in je pomembno, da sodeluješ. Pomembno je, okay, da mi ne zaspiš danes, pomembno je, da ostaneš do konca dogodka, zaradi tega, ker ko bomo končali z meditacijo, bom šel v ene pomembne interpretacije, ki ti bodo dale dodatne razlage, zakaj se ti dogaja to, kar se ti dogaja, kako lahko to razrešiš, kako lahko še bolj svojo energijo postaviš, glede na to, kaj se ti bo zdaj v meditaciji zgodilo. Okay? Tako da jaz bi zdaj na tej točki prenehal z govorjenjem in bom naštimal glasbo. Tebi svetujem, da si daš slušalke gor, zato da boš slišala moj mikrofon, glasbo v popolnem razmerju. Tako da tisti, ki ste novi danes z mano, meditacija bo vodena, tako da priporočam pa res slušalke. Zaradi tega, da bo fajno razmerje med glasbo, mojim odmevom, mikrofonom in da lahko res se fajno odklopiš in se prepustiš. Nič ne razmišljati, nič ne nadzorovati, enostavno zapri oči in bova skupaj naredila zelo fajno meditacijo. Potem bo pa konc, te bom pa sem prosil, če boš v klepet napisala, naprimer, kaj se ti je zgodilo. Zato, da ti bom lahko dal dodatno nadaljnjo usmeritev. Pa boš videla, kje si. A prav? V meditaciji. Tako da, to je to. Zdaj pa javni klepet, tale klepet, na katerem pišete, pa pozdravljate, pa ste se predstavili, pa mi želite in nam želite vse najboljše, se bo za nekaj časa zdaj med meditacijo ugasnil, zaradi tega, da bo energijsko neutralna energija na klepetu in se bo prižgal zasebni klepet, private conversations. Če bo kdorkoli imel kakršnokoli tehnično vprašanje, imamo moderatorsko ekipo, ki vam bo pomagala v zasebnem klepetu pojasniti, rešiti, če boste imeli kakršenkoli izziv. Ampak načeloma nimamo nekih izzivov na takih meditacijah, tako da bo vse super. Skratka, se vidiva po koncu meditacije. Zdaj ti pa želim eno lepo meditativno potovanje in se zelo veselim, da bova danes to naredila skupaj. Ok, jaz sem si pa to danes prvič meditacijo zapisal.
jaz si nikoli ne zapišem meditacije, zaradi tega, ker mi jo itak vodniki sprot povejo. Meni vodniki vse povejo sprot, itak mi jo vedno narekujejo, vedno mi meditacijo, ali Nadanga Mihael, ali moj višji jaz, ali Atlantis, ali Sirius mi jo sprot govorijo. Tako da potem sem daskrat v meditaciji tudi jaz tako, veš, odprt, kaj bo zdaj, kam gremo, kaj se bo zdaj zgodilo. Tako da včasih vi ne veste, da jaz meditiram z vami, ne? Ampak danes sem si jo pa zapisal ravno zaradi te oblike v rimah, da ne bom kaj narobe naredil, zaradi tega sem hotel danes imeti zapisano meditacijo, tako da, evo, premierno, sem tudi jaz danes z vami na tej poti, a ne? Tako da, ok, uživajte v meditaciji, res, 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 meditacija ne bo predolga, bo glih taka ta prava, glih toliko, da boste fajn dan zaključili, glih toliko, da se boste fajn še sprostili, da vas pripravim na eno fajn spanje, da vas pripravim na vikend, ki prihaja, ne? In boste lahko se res, res, res fajn imeli. Bom pa pol vesel, če mi boste dali vaš odziv na klepetu, zaradi tega, ker me res zanima, kako ste doživeli in tako dalje. Prav? Tako da jaz sem danes tudi veškon Miklavž, ko dobil otrok darilo in pol ga hoče čim prej odpreti, zaradi tega, ker ga zanima, kaj je not. Ne? Mene tudi zanima za vse vas, ne? Kaj se vam dogaja, kaj ste videli, kako ste se počutili. Ne? Tako da res, res, res. Evo, super. Ok. Zdaj pa jaz tle sem zalaufam stvari, vi se pa kar lepo udobno namestite. Če imate kakšne majhne otroke ali pa psa, mačko, sam tem bitjem zdaj povejte, alo, mamica, očka, rabi zdaj pol ure zase. Tam ima še druge družinske člane, pejte z njimi ukvarjati. Okay? Tako da res je vzamete zelo čas za sebe. Ok. Takole. Evo, super. Ko Mihael deklamira, rima štima. Da, Simona je začela. Ti še dam zdaj rap bita, veš, v zadju. Lahko mi dva skupaj spesniva, kaj, ne? Ok, uživajte, jaz pa sam tle zalaufam stvari. Test. Takole. Evo, super. Ne smete ležati. Rabim, da sedite, ampak sproščeno, ne pa ležati. Boste ležali, ko boste spali. Ok? Evo, super. Jaz sem tle nastavim stvari, vi pa se kar pripravite slušalke in vse. Evo, super, pa kar se udobno namestite in začnite kar lahkotno dihati. Dober večer, še zadnji zamudniki, ki prihajate. Ok, počakam samo na zeleno luč od moderatorjev. Dobil sem prvo zeleno luč, imamo moderatorje iz cele Slovenije, tako da spremljamo v vseh krajih. Ok. Super, odlično. Imamo zeleno luč, še počakam na drugo potrditev. Vse ok, odlično, fajn. Uživajte. Zapri oči in naj se tvoj umiri. Pusti svojemu telesu, da se popolnoma sprosti.
Globoko dihaj v energijski tišini. Prepusti se ritmu v njegovi milini. Globoko dihaj v svojo glavo. Najtežja misli gre stran. Možgani se sproščajo in zaključujejo dan. Vdih. Izdih. Vdih. Izdih. Začuti misli, kako odhajajo stran. Zaobjame te mir, tebi tako znan. Sprostijo se tvoje oči. Tvoj vid se dokončno umiri. Sprostijo se še nos in tvoja ušesa. Tako zelo, da lahko slišiš padajoča peresa. Sprosti se še vrat, iz njega napetost odide. Sproščenost se čez njega razlije. Ramena ti padejo kot listje brez bremen. Vsa teža izgine, lahkotno kot pot brez polen. Dih se umirja, v prsnem košu tišina. V tebi se odpira nova, tiha globina. Roke se sprostijo, odete v mehkobni sijaj. Izpusti vse, česar se oklepaš zdaj. Sedaj se sprosti tvoja hrbtenica, vsako vretence v njej. Energijski tok v njej postane brez mej.
Pojavi se trebuh in se popolnoma sprosti. Vsak občutek v njem lahkotno razvodeni. Mišice v trupu se ena za drugo mehčajo. Vsaka celica sproščeno diha, kot da je v raju. Od glave do prstov čutiš sproščenost in tišino. Povsod si v stiku s svojo globino. Sedaj pa začutiš, kako zlata svetloba zasije. Vrtinec nežnosti se okoli tebe ovije. Zavrtinči se počasi okoli tvojega telesa. Okoli sebe začutiš skrivnostna, eterična nebesa. Vrti se okoli glave, uma, telesa, ta čudoviti portal. Vse dokler te v nekem trenutku ne dvigne od tal. Dviguješ se višje. Zemlja izginja proč. Znajdeš se v vesolju, v neskončnosti, ki ti podarja moč. Ta zlati vrtinec te nosi naprej in naprej. Prepusti se mu na tem potovanju brez mej. In potuješ skozi vesolje in čutiš njegov spokoj. In tvoja energija srka njegov magični napoj.
trenutku pa opaziš skrivnostne meglice. V njih letijo kozmične kresnice. Želijo, da jim slediš, da pojdeš v njihovo smer. Odpeljejo te na kraj, kjer je posebnih energij vir. V objem teh meglic se spuščaš in spuščaš. Neskončno vesolje za sabo zapuščaš. Vse dokler ne stopiš v votlino zlatih odsevov, v votlino skrivnostnih dušnih odmevov. Ko vstopiš, te objame njena skrivnostnost in v tebi se prebudi nova lahkotnost. Votlina je prečudovita, presega vse, kar poznaš. V njenih odsevih pa vidiš svoj lepi obraz. Zlate stene, v katerih se preliva zavest vesolja. S stebri podprt zlat strop, poln zvezdnega soja. Po tleh pa teče zlata reka, tiho v tišini. Obilje skrivnosti, vse to vidiš v njeni gladini. Iz reke se širi zlato zelena svetlobna meglica. In v njej se sveti te reke resnica. Nato pa te objameta mir in milina, ko opaziš, kaj še nosi gladina. Bambusov čoln na vodi plava.
si se van in naj te odnese v deželo tvojih dušnih sanj. V zlatem toku se nežno ziblje, po gladini tiho drsi. S tabo na krovu odkriva nove poti, pa se prepusti toku, naj te zaziblje v sen. Kaj ti sedaj se ti razkrije tega potovanja namen? Povsod okoli tebe se odpirajo tvoji dušni spomini. Vsaka iluzija se nemudoma razplini. Votlina postane jasna, v njej jasno vidni zapisi. Le kaj predstavljajo sedaj vsi ti obrisi? Pa najprej vidiš svoje darove, neprecenljive, svoje talente, nenadomestljive. Vidiš moči zate blagoslovljene, katere so ti bile v zibelko položene. Sedaj si vzemi čas, poglej, kaj ti votlina razkriva, kje se tvoja posebnost skriva. Čoln pluje s tabo naprej in naprej. In opazuj zapise svoje, ki so brez mej.
po reki, ki se po votlini vije, vse dokler se v prostrano vesolje ne razlije. Reka steče med zvezde v njihove neskončne širine. Čoln stavo na krovu pluje v nove zvezdne globine. Tvoj se osvobaja. Vizije v tebi tlijo. Zvezde pa v neskončnosti s tabo žarijo. Čoln te popelje v tvoje prihodnje dimenzije. V njih vidiš zate pripravljene vizije. Priložnosti vidiš kot plamene luči, ki se tkejo v prihodnosti, obljubljene le tebi. Kaj te čaka, kaj v tvoje življenje prihaja? Kaj je tisto, kar ga kmalu napaja? To, kar vidiš, je zate vse. Poglej svojo pravljico, ki zate napisana je. Poglej jo zdaj in se ji predaj. Opazuj, kaj vse dobesedno v tvoje življenje drvi. Poglej, s čim te vesolje kmalu nagradi.
čas, da se vrneš nazaj in čov te odpelje v tvoj zemeljski kraj. Spuščaš se in spuščaš nazaj v zemeljsko telo. Bolj in bolj čutiš njegovo energijo in čutiš jo močno. Deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve, ena. Dobrodošel, dobrodošla nazaj. Še pusti malo glasbe, da se vrnete nazaj. Dobrodošli nazaj. Evo, 35 minut. Hiter mina, ja, vem. Ampak čestitam za meditacijo. Dajte mi napisati, kako vam je bilo. To je bila prva meditacija, da sem jaz vmes imel večino časa odprte oči zaradi tega, ker sem rabo slediti temu, kar sem si zapisal. Ampak jaz sem vas gledal energijsko vmes. Ene vas je odnesel ko štorklo v Prekmurju.
tako prav. Odneslo vas je, ko kostan na krasu v buri. In sem gledal malo vaše energije in dajte mi napisati, kaj ste doživljali med meditacijo? Ker vam bom zdaj dal 3 razlage, 3 potencialne razlage, kaj se vam je dogajalo. Me zanima, kaj se vam je dogajalo, vidim, da vam je bilo všeč. Ja, a ne, da je fajn. Tako prav, tako se ustvari neka energija, ki je zemeljska, pa na pol nezemeljska, pa nekako tvoji možgani slišijo, pa se v nekem trenutku tvoji možgani kar prepustijo, pa se kar tvoje telo temu sledi, pa kar zajadraš v neko... Opazil sem, da to vrstna taka meditacija, ne vem, a ste že bili kdaj na kakšnemu res hudmo koncertu, ki je bil ganljiv? Jaz sem imel možnost poslušati enega najbolj znanih pianistov, Jirumo. To je južnokorejski pianist, eden najbolj svetovno znanih pianistov, ki piše filmsko glasbo in je napisal glasbo za Twilight, ta film o tem vampirju pa Belly. In on ima to glasbo, ki ti odpre srce, in na tem koncertu sem jaz samega sebe začutil, da sem bil prisoten malo fizično in malo duhovno. Tako, kar v nekem napol transu, napol uživanju, napol neka čista harmonija, istočasno prizemljenost in istočasno odzemljenost. In bila kar sedel. Ta občutek imam jaz v tovrstni meditaciji. Ta isti občutek imam v tej meditaciji. Kot da sem lahko istočasno tle in tam gor, na obeh koncih vesolja naenkrat. Tako da vidim, da vam je bilo všeč. Izjemno doživetje, božansko, itak jočem v vsake meditaciji, izjemna meditacija, močna, izjemni občutki, fascinantno. Hudo, ful vam hvala za te odzive, res vam hvala, zaradi tega, ker ste prvič, da javnosti vodim meditacijo na tak način in mi zelo veliko pomeni. Res, ta meditacija je bila pa top, fajna, tako da zelo sem vesel, da sem ti jo lahko odvodil, zelo sem vesel, da sem te lahko peljal v njeno globino, zaradi tega, ker se v teh meditacijah res veliko stvari dogaja. Vidi se, kaj moramo pri sebi urediti, vidi se, kje imamo blokade in potem se vidi v naslednji fazi vse te komunikacije z vesoljem, vidi se, kje te energije, s katerimi komuniciramo, katerim potujemo, naši zapisi in tako dalje. Tako da sem res vesel, da smo zdaj to skupaj naredila. Zdaj pa glej, sploh pri teh intenzivnih meditacijah se ljudem marsikaj dogaja. Zdaj, kaj se je dogajalo tebi med meditacijo? A si imela senzacije in kakšne? Ali si imela senzacije v svoji glavi, se ti nekaj dogajalo z mislimi, ali nekaj dogajalo s telesom, ali se ti je nekaj dogajalo kozmično, v smislu, da si dobivala neke informacije. Jaz bi ti zdaj rad dal 3 različne interpretacije, 3 različnih vrst dogajanj. To se pravi, glede na to, kaj se ti je dogajalo med meditacijo, ali je bilo fizično, ali je bilo mentalno, ali je bilo kozmično, bi ti zdaj rad povedal malo več o tem. Zato ti dam nadaljne usmeritve, v katero smer se fokusiri zase, v katero smer se fokusiri s svojim delovanjem. Skratka, glej. Če si fizične znake imela med meditacijo, to pomeni, da te je oblival, da ti je bilo vroče, da te je tresavica, da te nekje fizično nekaj ali bolelo, ali bil nek pritisk, ali neki občutki, ki so plavali čez tvoje teleso, fizični občutki, potem je definitivno tvoje telo odreagiralo. To pomeni, ko enkrat tako močno portalno energijo sprožiš, se telo odzove, če imaš postavljenega telesa, potem ti telo na tak način odreagira. To pomeni, da rabiš na zemlji, če želiš imeti močno manifestacijo, če želiš iti naprej v korak, v leto, naprimer, ki prihaja z postavljeno energijo, da lahko ustvarjaš tisto, kar si želiš, si moraš postaviti svoje telo. Tvoje telo je kanal tvoje duše, tvoje telo je točka, v katero se prizemljuje energija, tvoje telo je v bistvu, koliko imaš močno telo, toliko močno energijo lahko na zemljo prineseš. In če se ti je dogajalo karkoli od tega, kar sem prej naštel, potem imaš malo prešibko telo in začni delati na svojemu telesu. Postav ga energijsko.
zato da boš lahko močen energijski svetilnik na tem planetu, da boš lahko močna lightworkerka, močen lightworker. In zdaj, če znaš to narediti sama, odlično. Če pa rabiš pri tem pomoč, ti imam pa zdaj v enem tak zelo dober nasvet, slučajen Kristi začenja čez par dni s tečajem, z zelo močnim tečajem, 9.11. se začne. In to je tečaj angelskega rejkija pri Kristi. To je izjemen tečaj, na katerem delate s frekvencami svetlobe, na katerem delate s frekvencami celic. Na tem tečaju, naprimer, te bo Kristi pomagala vsak del tvojega telesa postaviti, vsak del tvojega telesa programirati, ne, po posameznih organih telesa, ne, zaradi tega, ker ta tečaj izjemno močno združuje angelsko zavest in svetlobo angelov, zelo združuje biološko inteligenco celic in kako se naše telo odziva na programiranje in na tvojo inteligenco upravljanja energije. Ko vse to združiš, kar te Kristi na tem tečaju nauči, to se pravi, da angelsko energijo poveže z rejki mojstrstvi in potem to energijo inicirate v telo za namenom zdravljenja, regeneracije, si ti lahko tvoje telo postavi perfektno, fantastično. Mislim, da še ima nekaj prostih mest, ampak ne veliko zaradi tega, ker se skupina kmalu začenja, tako da se prijavi na ta tečaj. Zaradi tega, ker ti lahko res pomaga in je definitivno eden izmed najbolj izjemnih tečajev, kar jih obstaja, ko se gre za regenerativno energijo, fizično energijo telesa človeka. Drugi tak tečaj se začne pa tudi zdaj zelo kmalu, se začne pa v naslednjih dneh, je pa isto tečaj zdravljenja. Se začne 10. novembra, je pa tečaj Amazonija. Amazonija so pa naravne zdravilne energije, ki jih imamo ljudje na voljo v spiritih rastlin, v živalskem kraljestvu, v rastlinskem kraljestvu, v gaji okoli nas in jih lahko uporabljamo za kanaliziranje energije skozi sebe. Enkrat človek se s to naravno inteligenco poveže in postane amazonski terapeut, ki zna upravljati energijo kristalov, naravnih rastlinskih zdravilnih mrež in tako dalje. Potem lahko v sebe premikaš katerekoli energije želiš in se lahko postaviš fizično telo. To so dva tečaja, naprimer, ki se zdaj začneta in sta zelo pomembna, da si jih pogledaš, okolikor imaš izziv tle. Če si med meditacijo dobivala mentalne odzive, okay? To pomeni, da se ti je medu, da ti je kar bezljav nekam, da si kar dobivala ali pa dobival neke misli v glavo, si se oprijemala nekih misli ali pa se ti je mrk naredil, to pomeni, nisi se sploh znašla, ne, kaj gledam, ne razumem, kaj se mi dogaja. Ne, to pomeni, da je tvoj mentalni sistem preobremenjen. To pomeni, da imaš v glavi neke težke energije, ki ti rušijo tvojo mentalno energijo. In definitivno rabiš delati na moči jasnih misli, na moči lastnega mentalnega sistema, zato da ga ti nadziraš, ne, in da tvoje misli delajo tako, kot ti želiš. In koliko rabiš zdaj tle pomoč, ima Kristi znova zdaj zelo kmalu začne. Zdaj se zelo veliko tečajev začenja, ki so idealno prišli zato, da si lahko postaviš energijo, je pa tečaj Quantum Brain, je pa tečaj za kvantni preskok možganov, začne se 13. novembra. To je tečaj, ki absolutno pomaga dvignati level možganov in njihovo inteligenco na novo zavest, na naslednji level. Veš, človek ima toliko močen potencial svojega uma, toliko močen potencial svojih možganov, če jih le zna preprogramirati, ampak se moraš naučiti teh naprednih tehnik, se moraš naučiti teh naprednih pristopov, kako to narediti, kako odpreti vrata jasnosti v svojem umu, ne? Kako delati z različnimi možganskimi frekvencami, ne? In to, naprimer, Kristi na tem tečaju uči. Tako da, skratka, če imaš izziv, mentalni izziv v meditacijah, je to definitivno tečaj, katerega si poglej. Zdaj pa gremo naprej. Pa so še pa tretja senzacija, ki si jih mogoče dobila v meditaciji, ne? Če si šla v meditacijo in si začutila mir, to pomeni, da si začutila polnost, obilje in so se ti začele vizije kazati v meditaciji, so se ti začele bitja eterična pristopati. To pomeni, da se ti je zavest zelo močno dvignila, jasnovidna se ti je začela zbujati. To pomeni, da si na zelo visoke zavesti že trenutno. Pomeni, da imaš zelo močno odprto energijo in da si pripravljena na naprednejša znanja, zato da se lahko kot zemeljsko bitje bolj razvijaš. In tukaj, če hočeš razvijati svojo energijo naprej, ti lahko tudi mi, da s Kristi pomagava. Lahko delaš to sama, ampak drugače imaš pa
znova, zdaj zelo kmalu, 2 tečaja, ki sta izjemna pri tem. Prvi tečaj je tečaj angelskih aktivacij in upravljanja blagoslovov angelov. Začne se zdaj 14.11. To je tečaj, na katerem se naučiš sprejemati angelske blagoslove, se naučiš sprejemati njihovo energijo, aktivirati njihovo energijo v svojem življenju. Naučiš se svojo duhovno pot tkati vsak dan, kako sprejemati njihovo podporo, njihove aktivacije pri svojih obveznostih, dejavnostih v svojem življenju. In tle se naučiš zavestno aktivirati angelske intervencije. To pomeni, imaš neko težavo nekje, kako zavestno odpreti portal, kako zavestno poklicati neko angelsko bitje, zato da ti pomaga razrešiti, doseči, ustvariti nekaj, kar je zate pomembno. Ta tečaj je fantastičen. Pa imaš pa v bistvu 23.11. imaš pa akaške magisterije. Akaške magisterije pa tečaj za tiste ljudi, ki se želijo naučiti, kako razmišljajo napredna bitja v vesolju, kako razmišljajo bitja, ki imajo izjemno visoko inteligenco iz naprednih planetov, kako ustvariti to napredno energijo manifestacije, kako programirati DNK, kako programirati levele zavesti, različne levele zavesti, zato da lahko veliko hitreje dojamemo nekaj, da se nam izviša inteligenca, da lahko upravljamo energijo, alkimijo, celo čez svojo energijo na bistveno novem nivoju. Takih ljudi na Zemlji je zelo malo, ampak smo družba v razvijanju, v gradnji, zato potem napredna bitja iz naprednih civilizacij, kot so Atlantis, Plejade, Sirius, pride s temi znanji, ki se jih učimo na akaškem magisteriju, zato da pomaga zemeljskega človeka razviti. Skratka, če te kliče to, si pogledaj akaški magisterij. Ne? In to je naprimer zelo pomemben tečaj, ki lahko obrne tok tvojega življenja popolnoma novo smer. Skratka, a veš, ta meditacija, ki smo jo zdaj naredila, ne? Ti bo ogromno senzacij sprožila, ogromno senzacij, ali fizične, ali mentalne, ali eterične, in zdaj sem ti hotel samo usmeriti, ki je lahko to razrešiš, zrihtaš ali pa še bolj razvijaš. Ampak tisto, kar bi ti pa rad povedal, pa je predvsem, da veš, jaz sem trenutno edini, ki izvajam nevrosimfonično meditacijo. In rabimo v Sloveniji nove učitelje, ki bodo vodili ljudi v nevrosimfonične meditacije. In ne morem jaz vsega sam narediti. Veš, zaradi tega prihaja v januarju tečaj nevrosimfonične meditacije. Če želiš, da te naučim, kako voditi nevrosimfonične meditacije, kako nevrosimfoničnost ustvarjati, kanalizirati, kako programirati možgane, o možganih, kako delujejo. To se pravi, da si ti učitelj, učiteljica nevrosimfoničnih meditacij, da jih lahko potem vodiš ljudem naprej, si definitivno poglej tečaj nevrosimfonične meditacije, ki se začne v januarju. Ta tečaj je prvič revolucionarno, nikjer na planetu Zemlja se ga nauči in na njem te odpeljem v tvoj praspomin. Naučim te odklepati praspomin drugih ljudi. Način te odklepati primarni spomin, duše v ljudeh, v človeških možganih. In te peljem čez zelo močen sistem učenja in tehnik, kako ustvarjati nevrosimfoničnost v meditacijah, kako delati z možgani ljudi, zato da lahko dobiš ta nevrosimfonični efekt in te streniram v močnega nevrosimfoničnega učitelja meditacije. Zato si pa tudi dobila darilni bon v skripti oziroma v tej darilni skripti, ki je prišla zraven povezave, imaš darilni bon, kolikor se zdaj do sred novembra prijaviš na tečaj nevrosimfonične meditacije in tudi plačaš prvo stopnjo, zato da si zagotoviš mesto, lahko potem bon za 80 € uporabiš na zadnji stopnji tega tečaja. Tako da, veš, en tak ful dobro darilo. Za vse tečaje, ki sem ti zdaj naštel, in seveda za vse druge, ki zdaj prihajajo, to je jesen, ki jih imaš tudi v tej skripti, ki si jo dobila, lahko jih tudi plačaš enkratno, če želiš. Če želiš enkratno plačati tečaj, nam piš posebej na naš mail, pa ti bomo dali en tak ful velik super popust. Izven serijski popust, ker s Kristi vedno zelo rada podprema ljudi, ki se zavežejo, da bodo delali na sebi. Skratka, za vse prijave na te tečaje dobiš pa še od naju potem eno darilo. Če se zdaj to jesen priključiš na enega izmed teh tečajev, dobiš pa še prerokbo za leto 2025. To je pa v bistvu po mesecih iz 3 različnih setov kart prerokba za vsak mesec posebej, kateri vodnik, katera energija in
kaj mora tvoja duša, oziroma kaj moraš ti svojo dušo delati v posameznem mesecu za celo leto 2025. Ker leto 2025 bo absolutno transformativno, zelo močno, zelo veliko lekcij bo, zelo veliko preizkušenj in ti moraš vedeti, kaj se bo dogajalo. Ne? In to je obsežna prerokba, s katero sva se odločila, da obdariva vse, ki se nam pridružite na teh izobraževanjih, ki sem jih zdaj naštel. Ne? In poglej si vse tečaje, ki se začnejo to jesen v skripti, ki si jo dobila ob tej povezavi. Skratka, tisto, kar ti hočem danes povedati, je, da bi ti rad čestito za opravljeno nevrosimfonično meditacijo. Če čutiš, da tvoj klic in hočeš ti se izobraziti v njej, strenirati v njej, dobiti certifikat, edini na svetu smo, ko to počnemo, nobenega človeka na tem planetu ni, ki uči trenutno nevrosimfonično meditacijo in hočeš biti ena izmed prvih, se priključi na ta tečaj. Imaš pa tudi te tečaje, na katerih lahko začneš sebe zdraviti, sebe postavljati in se začnejo zdaj zelo kmalu in jih potem zelo dolgo časa več ne bo. Nekaterih sploh ne bo več, nekaterih pa najmanj 1 leto ne bo. Tako da je zdaj pravi trenutek, če te kliče nekaj več. Skratka, seveda pa prihaja še en zelo pomemben dogodek in to je Smelt. Ena zimska pravljica v dvorani Smelt 27. novembra se bomo družili. To je pa seminar v živo, tako da ja, fizično se bomo videli v živo. Vabljen, vabljena, če hočeš doživeti nekaj, kar nisi še doživela nikoli. S Kristi bova 27.11. pričarala dobesedno zimsko pravljico. Dobesedno bomo pričarali večer bogatstva in obilja za vse, ki boste v tej dvorani, in ta dogodek se ne bo več ponovil. Ta dogodek je v živo, mesta so omejena, tako da če te kliče nekaj, kar bo absolutno vrglo tvoj tvojo zavest v popolnoma drugo dimenzijo, si definitivno poglej dogodek v Smeltu, ker so to dogodki, ki zaznamujejo življenje in so pomembne življenjske prelomnice in ljudje jih nikoli ne pozabijo. Tako da, to je tisto, kar sem hotel danes deliti s tabo. Vesel sem, da smo se družila. Vesel sem, da sem ti lahko pokazal to meditacijo. Zdaj pa meditiraj, uporabljajo in se vidimo na kakšnem tečaju ali pa se vidimo v dvorani Smelt, kakorkoli, pošiljam ti en lep pozdrav in se vidiva, ko se vidiva. Imej se lepo.